Dobro jutro. Z Božjim mirom izpolnjena življenja želim vsakome, štere poslušamo Božjo besedo. Koli nas je tiste, štere povzroča nemir, štere povzroča težave, probleme, štere povzroča stiske, štere povzroča bolezni, ali Božji otrok je v drugačnem, v načešem položaju, kot tiste, štere svojega življenja ne popolnoma predal v Božje vodstvo, v Božje roke. Jezus je svojim učencem dal takšno obečanje v Janezi 16. ali 33. veršu. Takšno obečanje je dal svojim učencem in mi smo, tu njegove učence. To piše, to sem vam povedal, da bi imeli mir v mene. To sem vam pravil. Jezus pravi, to obečanja vala torej za tiste, štere so v Jezuše, da bi imeli mir v mene. Edino tisti človek ima pravi mir. Štere je ne v Jezuše, notr vcepljene v njega, tisti nema pravega mira. Ne more imeti pravega mira, zato ker nema v svojem življenju odnosa z knezom mira. Dole pravi tok. Božja beseda v Janezi 16:33. Na svetu imate stisko, ali, kot smo čuli v uvode, na svetu imate skrbi. To je to, ko se dogaja vsakome človeku, dokeč je na toj zemlji. Se vi tu soočate s stiskami? Vsaki med nami se sooča z stiskami. Če vam štoj obečava, kad če se predate Bogu, če Bogu predate svoje življenje, kada se vrede, da se šlo kot namazano, ne da nikše problemov, ne da nikšega pomanjkanja, ne da bolezne, znate, tisti človek vam lože. Tisti vam ne goči istine. Lože vam. Tok smo prešteli Jezušove besede, štere nam kažajo na drugo realnost. Jezus goči od stisk, ali to je ne konec. Stiske so ne tista končna stopnja. Stiske so ne tisto, ko zadnja počpa, obstaja še nekaj več. Obstaja vipanje. Tisto pravo vipanje, štero pravi tok, to da bodite pogumni. Bodite pogumni. Vaše stiskaj ne obupajte. Zakaj? Jaz sem svet premagal. Aleluja. To je to, ko Jezus pravi, za vsakoga štere ima te iskrene odnos z njim. Ja, imate probleme, imate težave, ali jaz sem z vami. Jaz sem vse to premagal in jaz želim biti z vami tu naprej. V svojo veliko duhovniškoj molitvi je Jezus prosil Oče za nas, štere smo v svete, ali ne od sveta. Prosil je svojega Oča tok, Janez 17:15. Ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. To je ta beseda, jaz sem svet premagal. Edino v njeme, edino v Kristuše smo leko obvarovane hudega, ali smo leko obvarovane od hudiča. In zato je to odločilno. Odločilno je, što je naša avtoriteta. Kome zaupam, na koga se zanašam. Kakšen je tvoj pogled, koma je usmerjene, ko vidim, ko jaz v svojem življenju vidim. Ne da se tu za fizični pogled, pač pa se ide, ko je gledam z duhovnimi očmi. Prejšnjo nedeljo smo čuli od brata Berhanoja, ko obstaja fizični pogled, obstaja fizične stvari, ali obstajajo v vsem tom tudi duhovne stvari. Kakšen je tvoj duhovni pogled? In ko bi bolje razumeli to področje,
mu v tem jutri pogledali enoga človeka, šter je naj prišel sam k Jezuše, pač pa so ga drugi pripeljali k njime. Prosil bi vas, ka štoro leko, ka gor stanemo pre Božoj besede in preštejmo Božjo besedo v Markovom evangeliji v 8. tale, Markov evangelij 8. poglavje od 22. pa do 25. Preštejmo tej tekst za naše razmišljanje o Božoj voli za naša življenja. Marko 8, 22 do 25. Tu tako piše. Prispeli so v Betsajdo in pripeljali so mu slepega ter ga prosili, da bi se ga dotaknil. In te 23. veršoš pravi tako, prijel je slepega za roko in ga povedel iz vasi. Na to mu je slino omočil oči, položil nanj roke in ga vprašal, vidiš kaj? Ta se je ozrl kvišku in rekel, vidim ljudi, kakor da bi hodila okrog drevesa. Na to mu je ponovno položil roke na oči in slepi je spregledal. Ozdravil je in vse razločno videl. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi za to sporočilo, šterono je v tom dogodku njano za naša osebna življenja. Pomori me, kaj izpovem to, ko je tvoja sveta vola. Gospod, dragi, pomori nam, vsem nam, vsakom je štere poslušati tvojo besedo, ka bi jo razumeli in na tej način živeli po njej. Amen. Amen. Leko se dojsedete. Zakaj ide nekak k doktore? Zakaj ide nekak doktore? Zakaj ide eden med vome doktore? Jelte, zato, ka smo betežni večkrat. Zato, ka betežen grata. Zato se ide doktore, zavolo toga, ka imamo zdravstvene težave, ka imamo stisko na tom svete. In ker je Jezus precej deloval tom v Betsajde in pa v tistoj okolici, so ljudje znali Jezusove sposobnosti, znali so, ko je on zmožen, znali so to poprejšnje dogodkaj, ka pri Jezuše obstaja vypanje za toga človeka. In to je bil vzrok, ka so te toga človeka pripeljali k Jezuše z eno prošnjo, naj bi se ga Jezus doteknil. Pripeljali so toga slepega človeka s prošnjo, Jezus, ti se ga dotekne. In če so prišli v iskrenosti, ali samo v pričakovanje atrakcije, to ne vemo. To nam Biblija ne spravi, ali pravi nam nekaj, ka v Betsajde, tom v tistom kraju, so ne bili navdušeni nad Jezušovim delovanjem. Kako to znamo? Kako to znamo? Če pogledamo v Matej 11. 21. veršoš in Luka 10. 13. veršoš imamo tom zapis, šteri goči o trdosrčnosti ljudi v tom meste. Luka 10. 13. tok pravi, gorjeti Horazim, gorjeti Betsajda, če bi se v Tiru in Sidonu zgodila mogočna dela ali čudeži, ki so se zgodila vaju, bi se že zdavnaj spokorila sedeč v raševini in pepelu. Kako smo popevali v koroš, v uvode, ti velik si, delaš mnogo čudežev. Ja, Jezus je včino dosta čudežev tom v Betsajde in iz toga vidimo, kad čudež ne pogoj za zveličanje, za odrešenje. Božja beseda nam tu to sporoča. Ljudje v Betsajde so videli dosta čudežev, ali ne so prišli do spreobrnenja. Znate, potrebno je nekaj več, nekaj drugega, ne samo čudež, potrebna je osebna vera v gorstanjenoga odrešenika Jezuša Kristuša. To je potrebno, ka pride do zveličanja, ka pride do
do spreobrnenja. Potrebna je vera v Jezuša. In gledajte, ko se je zgodilo tam v Betsajdi, tam v tistoj situaciji, da so toga slepega človeka pripeljali tak Jezuše, zgodilo se je nekaj nepričakovanega. Mogoče ste to do zdaj ne opazili ali ne bili tako pozorni na to, ali Jezušovo takratno dejanje ima sporočilo tu za mene in tebe. In tako smo prešteli, prijel je slepega za roko in ga povedal iz vasi. Prijel je toga slepega in ga povedal iz vasi. Povedal ga je, ga je odpeljal iz Betsajde. Ko to pomeni? Zakaj Jezus ne tom uzdravil tistega slepca? Zakaj je šel z njim iz Betsajde, iz tej vasi? Če pogledamo nazaj v Matej 11. in v Lukač 10. leko zaključimo, ka še eden včinjeni čudež tom v Betsajde ne bi spremenil njegovega odnosa do Jezuša. Leko to zaključimo. Še eden včinjeni čudež ne bi spremenil njegovega odnosa do Jezuša. Oni so zgleda bili željni atrakcij, bili so željni dogodkov, ne pa Jezuša. In to je ta velika razlika. Koga sem jaz želen? Dogodkov, atrakcij, stvari ali pa Jezuša. Tu je ta razlika. In Jezus s tem dejanjem kaže, da se je potrebno vyvtrgnete iz takšne sredine. Potrebno je oditi iz takšnega stanja. Če pogledamo v Staro zavezo, Jeremija je tako pozival Božje ljudstvo v Babilone na izhod. Jeremija 51:45 tako štejmo. Pojdi iz njegove srede, moje ljudstvo, vsak naj si reši življenje pred Gospodovo srdito jezo. Pojdi idi iz sredine, štera je neprijazna, štera je duhovno stisnjena, štera te duhovno omejuje. Idi iz te sredine. Prijel je slepega za roko in ga povedal iz vasi. Jezus ga je odpeljal, povedal ga je iz okolice, štera ne bila pripravljena sprijati njega. Štera je ne bila pripravljena sprejeti Jezuša za odrešenika. In dragi moji, ta beseda nam sporoča, če želiš duhovno ozdraviti, če želiš duhovno spregledniti, je najprej potrebno včiniti, oditi iz svojega starega življenja, nezaupanja Jezuše. Najprej je potrebno to staro življenje zapustiti, moraš stopiti na pot vere in zaupanja njeme. Na pot vere, zaupanja, popolnega zaupanja njeme, ka bi leko prišel do prave spremembe v tvojom življenju. Prijel je slepega za roko in ga povedal iz vasi. In ti dole pravi Božja beseda tako, na to mu je slino umočil oči, položil nanj roke in ga vprašal, vidiš kaj? Vsekdar je najprej izhod iz starega načina življenja. Izraelsko ljudstvo je najprej po dolgom obdobju suženjstva v Egipte najprej moglo oditi od tom, najprej so mogli od tom oditi, ka bi jih te Bog leko vodo po poti njihovega življenja, ka bi jih Bog leko usmeril, ka bi jih Bog leko blagoslavil na njihovi poti. In to je tu potrebno za vsakim našim življenjem. Izhod iz suženjstva greha, to je ta prvi korak.
do toga, kad te Bog leko nuca, kad te Bog leko vode, kad si leko blagoslov za njega. In še nekaj bi povdoril iz toga stavka, ko nam kaže na eno veliko pozornost, na eno veliko ljubeznivost, štero se Bog obrača k nam. Prijel ga je za roko. Prijel je slepega za roko in ga povedal iz vasi. Jezus njemu ne samo pravo ide, ne njemu samo zapovedal, no ide, pač pa ga je prijel za njegovo roko. Prijel ga je, osebno njega štere je v potrebi, povedal ga je, vodil ga je, pelo ga je. Zato, ka bi on na tej način, ka bi Jezus na tej način pozval na vsaki njegov korak, na toj poti iz tej vasi. In on tu mene in tebe želi prijeti in voditi na vsakom korake najnega življenja. Želej, tuj v stiskaj, tuj v težavaj, tuj v problemaj, on te želi voditi. A ne bi doživel še kaj hujšega. On je pazljiv, dragi moji, Jezus je pazljiv. Izkazuje pozornost mene in tebe. Ja, to je naš Bog. Zaveda se slepote tistega človeka, zaveda se moje in tvoje duhovne slepote. Štera nas ovira, ka ne bi mogli iti naprej in na tej način, znate, izkazuje skrb za njega, za toga človeka, koga je on prijel in pelo, ka se njim ne bi na toj poti zgodilo še kaj hujšega. Slepi človek se leko hitro potekne. Mi to ne vemo. Slepi človek pa dobro zna in zato nujno nuca vodnika, da ga pripelo sigurno, varno do njegovega cilja. In komaj te, da sta njiva prišla iz vasi, je Jezus začel delo uzdravljenja za njega. Ne more biti duhovnega uzdravljenja, prlej, kak se ne odstranimo iz duhovno neprijaznega okolja. Na to mu je slino umočil oči, položil nanj roke in ga vprašal, vidiš kaj? Vidiš kaj? In to je, se mi vidi, ka edini primer, da Jezus spitava, preverja, če njegovo uzdravljenje deluje. Mi se vidi, ka je to edini primer takšen v Bibliji. Je spitava, če njegovo uzdravljenje že deluje v njegovom življenju. Vidiš kaj? To vprašanje je pomembno tudi v toj situaciji. Vidiš kaj? Jezus spitava toga slepca, če se je njegovo stanje na kakšenkoli način že spremenilo, če je po izhodi in dotiki Jezusa v njegovom življenju že prišlo do kakšne spremembe. Zanimivo je, ka Jezus ne spitava najprej, ko vidiš, pač pa ga pita, če on sploh kaj vidi. Vidiš kaj? In med tema dvema vprašanjama je velika razlika. Ali sploh kaj vidiš? Opažaš, ka se tvoja slepota popravlja? Vidiš kaj? Vidiš kakšno razliko od prlej? Drugo vprašanje pa je, ko vidiš, ko se glizoj pojavlja pred tvojimi očami, ko je tisto, ko tebe zbuja pozornost. In dragi moji, tudi v našem duhovnem pogledu se pojavljata te dve različne vprašanje. Sploh vidiš tvoje duhovno stanje?
Sploh vidiš, v kom se nahaja, ali se zavedaš, da se nahajaš v duhovnoj temi? Vidiš kaj? In tisti človek je imel odgovor na njegovo pitanje. Imel je odgovor in njegov odgovor je, dragi moji, odraz dnešnjega stanja, v katerem se nahaja človeštvo. Vsi ljudje iščejo neke vrste duhovnost, iščejo nekaj, ko bi zapolnilo njihovo notranjo praznino. Iščejo jasno sliko, po kateri bi spoznali, kako naprej, ali vseeno ostajajo brez pravega odgovora na vprašanje, katerega postavlja Jezus. Vidiš kaj? 24. vrstica tako pravi, to je odgovor toga slepega človeka. Ta se je ozrl kvišku in rekel: vidim ljudi, kakor da bi okrog hodila drevesa. Odgovor toga človeka je bil iskren. Ja, vidim, ali to je istina, kak je vidim, ali vse je to nekak čudno. Moj pogled je nekaj, ko se ga ne znam predstavljati. Moj pogled je nekaj takšnega, ko se ga ne morem razložiti. On najprepozno ne ljudi in ne dreves, pač pa je to dvoje združil ali med seboj pomešal. Vidim, ali ne vidim jasno. Znal je, tej človek je znal, ka ljudje odijo, znal je pa tudi, ka dreve rastejo, ka so na mesti. Ali zdaj on pravi, ka se nekaj premika, pa on ne ve točno, ko je to. Ne more razločno povedati, ko je to. In dragi moji, isto se dogaja dnes v svetu, v katerem mi živimo. Isto tako se dogaja. Ljudje v dnešnem času več ne vejo, ko je ko. Ne vejo več, što je što. Ne vejo več za svojo pravo identiteto. Zakaj? Zakaj se to dogaja? Zakaj je to, ko je bilo včasih nenormalno, za normalno? In ko je bilo včasih nenormalno, ko je bilo včasih normalno, je zdaj nenormalno? Zakaj je to, ko pravi Sveto pismo, ko pravi Božja beseda mnogim ljudem v spotiku in to me ne vržajo? Eden razlog je, katerega sem pravil na začetku in je zapisan v tom dogodku. Prijel je slepega in ga povedal iz vasi. Ljudje dnešnjega časa so nepripravljeni dati svoje roke, ki bi jih izpelo iz njihovega stanja. To je to, zakaj se dogajajo vse te stvari. Ne so pripravljene zapestiti svojo duhovno slepoto. Ne so pripravljeni se soočiti s tem, ko pravi Bog. Ne so pripravljeni videti svojo zaslepljeno stanje in iti iz toga. Zadovoljni so zavoljo toga, ker se ne zavedajo, što z njimi upravlja pod činov oblastjo vso. Prijel je slepega za roko in ga povedal iz vasi. Ob enoj priliki je Jezus pravil tistim, kateri so živeli v svojem prepričanju, kaj je z njimi vse vrede, zavoljo toga, kaj so Abrahamovi potomce. Jezus njim je tako pravil, Janez 8:36 veršoš, tako štejmo, če vas torej sin osvobodi, boste resnično svobodni. Aleluja! Če vas sin osvobodi, tete komaj svobodni, tete komaj spreglednili, če vam sin, Božji sin, da te prave duhovne pogled. Jezus tistega slepega
je tistega slepega pelo v iz kraja, kjer ljudje so ne želeli sprejeti njega za Mesijo. Kjer so ne želeli sprejeti Jezuša za odrešenika. Dragi moji, podobno se dogaja dnes. Vidim ljudi, kakor da bi okrog hodila drevesa. To je slika dnešnjega človeštva. Nemajo jasnega pogleda, nemajo več razpoznavanja, ko je prav in ko je narobe. Nemajo več toga razpoznavanja. Tisti slepec je Jezus še pripozno. On njem je pripozno, ka njegovo stanje ne vrede. Ka njegovo stanje še ne vrede. Pripozno je, ka vidi. Ali to, ko vidi, nema smisla, nema on ještě jasnoga pogleda, nema razpoznavanja, ko je ko. Tej slepec njem je to pripozno. Dnes pa, ko se pa dnes dogaja, vsaki človek upravičuje svoje prepričanje, to, kot če bi to bilo edino pravilno. Upravičuje svoje prepričanje. To, kot če bi njegovo bilo edino pravilno. Pogled človeštva dnes je podoben tistome slepce. Poglede tistega slepca. Vidim ljudi, kakor da bi okrog hodila drevesa. Vse je ninder v nekšoj megle. Vse je ninder v nekšoj nejasnosti, nega jasne slike, nega jasnoga pogleda, nega zavedanja, ka z našim duhovnim pogledom nekaj ne vrede. Pa tisti je najdober, pa ona je najdobra, pa of je najdobro, pa dober, pa politika je najdobra, pa zdravstvo je najdobro. Kaj sam vrede? Vidite, tu vi takšen stav človeštva, v ktorom se nahajamo? Tisti človek je prepozno, ka njegov pogled ešte nejasen. Ko pa je? Ko pa ti, je tvoj pogled jasen? Gledaš v luči Božje besede? Svoje življenje koli sebe? Se zavedaš, što je vladar toga sveta? Si dovolil, ka te vladar nebes izpela iz tvojega stanja? Si dovolil, ka on vodi tvoje življenje? Ko vidiš? Ali pa drugo vprašanje, vidiš kaj? Sporočilo toga dogodka je, ka Jezus neće pustiti človeka v takšnem stanje. Neće pustiti človeka v njegovom nejasnosti pogleda. In naj samo, ka ga ne želi pustiti v takšnem stanje, pač pa je on tu zmožen pripeljati človeka iz njegovega stanja. Na to mu je ponovno položil roke na oči in slepi je spregledal. Haleluja. In slepi je spregledal. Ozdravil je in vse razločno videl. Haleluja. Dragi moji, naj naš Bog čudovite. Ali naj naš Bog čudovite. Haleluja. Ozdravil je in vse razločno videl. Znate, Bog mora včasih večkrat posredovati v življenje človeka, ka bi ga duhovno ozdravil. Bog mora včasih večkrat posredovati v mojem in v tvojem življenju, ka bi se nama končno odprle naše duhovne oči. Slepi je spregledal
ozdravil je in vse razločno videl. Haleluja. To je to, ko želi Bog za moje, za tvoje življenje. Dnes, jutro in vsaki korak našega življenja, dokaj smo tu, on želi, ka mi jasno vidimo, želi, ka razločno vidimo svoje stanje, želi, ka idemo iz tistega stanja in želi, ka smo tom, ki nas najbolje nuca. Gospod noj, vsakoga med nami v tom vode in blagoslove. Amen. Gospod Jezus, hvala je Tebe za Tvojo drago sveto reč, štero se nam njav tu kog vodilo za naša življenja, štero se nam njav tu kog smerokaz, getano idemo, kokno idemo. Hvala je Tebe, kad Ti želiš vsakoga izpeloti iz njegovega stanja in ga pripeloti ta, gdje Ti želiš, kaj je. Hvala je Tebe, kad na primere toga slepega človeka nam kažeš, ko je potrebno v naši življenju. In hvala je Tebe, kad Ti za istino delaš vse novo, tom, gdje Ti človek dovoli. Gospod sveti, pomore mene, pomore nam, pomore vsakome, štere posluša Tvojo drago svetu reč, kad bi za istino dovolili Tebe, Duh sveti, kad bi dovolili Tebe, kad Ti napraviš spremembo tom, gdje je potrebno, kad bi se začalo za vsakoga eno novo življenje. Življenje v tom pravom duhovnom pogledu, kad spoznavamo to, ko nas obremenjuje, ko nam dela stisko, ko nam dela skrbi in kad to predamo Tebe. Gospod dragi, to, kako je te slepe predal svojo roko v Tvojo roko, kad si ga Ti lekovjo izpelo, pomore Tu nam, vsakome med nami, Gospod dragi, kad dovolimo, kad nas Ti pelaš vse naprej, da do večnega cilja. Da bo proslavljeno Tvoje ime. In Gospod svete, jaz znova pred Tebe prinašam vse tiste, štere so v potrebaj, štere trpijo, štere imajo stiske, Gospod dragi, v svoje življenje. Gospod dragi, prosim Te, da se Ti dotekneš vsakoj te situacije. Gospod dragi, daš rešitev, Gospod dragi, po Tvojo milosti. Gospod dragi, Te prosimo, da Ti včiniš to, ko je Tvoja sveta vola. Nam pa daj modrosti, daj nam moči, daj nam strajnosti, ko ostajamo Tebe zveste in ostajamo tom, ki je Tvoja sveta vola. Gospod svete, hvala je Tebi za te den, hvala je Tebi za vsakoga, štere je leko Tu in Te prosim, Gospod dragi, ka bude z nami Tu naprej. Gospod dragi, Tu naslednjo nedelo, Gospod dragi, da se cela Tvoja cerkev v Küper zbere, Gospod dragi, na enom mestu. Gospod dragi, daj Ti po duhi Tvojom za istino to enotnost v vsa naša življenja. Gospod dragi, daj nam eden zdrav pogled, ka vidimo situacijo, v kateri se nahajamo in ka idemo iz toga, tako kot je Tvoja sveta vola. Hvala je Tebe, Jezus dragi, ka Ti včiniš Tvoje delo, tako kot je Tvoja sveta vola. Amen. Amen.